zagledam še enega prihajajočega. Ker so težave s parkiranjem tukaj okrog, je to čisto razumljivo. Evo, zdaj pa ni nobenega. Začnimo. Lep dober večer vsem skupaj. Jaz sem zelo vesela, da je naš nocojšnji gost srečan pod Slamniki, gospod Matjaž Šporar, in da imamo pred seboj tako zanimivo temo in tako zanimiv večer, da sem prepričana, da bomo vsi zelo, zelo uživali. Tema je namreč fotografska dediščina Petra Nagliča, Matjaževega dedka, in mislim, da je res bil že čas, da tudi tu v Domžalah, saj na Homcu ste že kar veliko te dediščine obdelali, spoznali, pokazali tudi. Tukaj v Domžalah se mi zdi pa, da morda vemo o tem gospodu, ki sicer prihaja iz Šmarce, ampak jaz sem že zadnjič rekla, meje so bile pa pri takšnih stvarih res zelo nepomembne. In nazadnje veliko fotografij, ki jih je gospod posnel, bilo narejenih tudi na naših prostorih, naših krajih, pa tudi Matjaž mi je zaupal, ko sva se pripravljala na ta večer, da je Domžalčan. In da še vedno mu je rekel, takole malo mi pri srcu zaigra, ko v Domžale pridem. Tako da bomo to danes tudi izkoristili. Midva sva se dogovorila tako, da je gospod Matjaž pripravil zelo veliko, kar nekaj teh posnetkov in tudi izhodišč, tako da dajte se usesti. Bomo počakali v miru, še so sedeži in večer je veliko bolj prijeten, če lepo vsi sedimo. Tukaj so še, da boste boljše videli, ker bomo le gledali fotografije stare in najbrž si vsi želite, da jih vidite dobro. Tako da mislim, da je najboljš tako, da dam kar besedo gospodu Matjažu in da pove več kaj o Petru Nagliču. In tole je že njegova fotografija. Matjaž, izvoli. Še to, dogovorila sva se, da boste vmes, če ima kdo res kaj takšnega, kar bi želel pokomentirati pri posameznih zadevah. Če bo morda kdo pokomentiral potem tudi kakšno od fotografij, zelo dobrodošlo, da naj jo vstavite in boste dobili besedo, da ne bomo pol rekli, ja, tistem, ki je bilo enkrat. Skratka, možnost komentiranja fotografije, tega bo tudi vesel Matjaž, in pa tudi kakšnega drugega komentarja, ki bi ga želeli dati. Izvoli. Hvala lepa za besedo, hvala lepa pa tudi za vabilo, da lahko tukaj danes prezentiram to dedovo zapuščino. Skratka, kot je že gospa Cveta povedala, del mojega srca še zmeraj vedno bije za Domžale. Namreč tukaj mimo sem hodil v osnovno šolo Vencla Perka, tako da in nekako do 24. leta prebival v Domžalah. Najprej, preden pa začnem, bi vas vse skupaj lepo pozdravil. Verjetno imamo vsaj eno skupno lastnost, da smo vsi ljubitelji zgodovine in tale tema danes bo dejansko pogled oziroma trkanje na vrata preteklosti v čas naših babic in dedkov. Govorili bomo o mojem dedku Petru Nagliču. Če bi gledal generacijsko, bi on bil lahko meni že mogoče praded. On se je rodil leta 1883, žal se pa midva nisva srečala, ker on je umrl eno leto, se pravi leta 1959, predno sem se sam rodil. Prihaja iz Šmarce, dejansko, kot je povedala gospa Cveta, meja ni in Šmarca je res blizu. Življenje je v bistvu neznanka, gibamo se sem in tja in tudi dedek je tukaj mimo velikokrat hodil v Ljubljano. Bom pa za začetek predstavil prvo stično točko, znano, najbrž da je on že prej tudi hodil v Domžale, ampak
Prva znana in tudi zelo dobro dokumentirana je, tukaj v Domžalah ste imeli duhovnika Franca Bernika, on je bil zelo dober kronist, no, in on je v svojih spominih domžalske župnije zapisal vse živo, bi lahko rekel. In tako je v njegovi kroniki zaznati zapis iz leta 1911, to je bilo 5. marca, da sta prišla v domžalski dom, novi prosvetni dom, ki je bil blagoslovljen dobre pol leta prej, gospod Anton Markun, to je homški župnik, in Peter Naglič. Takole, če ne bi bilo tega zapisa, v bistvu ne bi bil nikoli seznanjen, tako pa vidimo, kako se zgodovina ponavlja, kako to kolo, bi rekel, vsakič znova prinese tudi nekaj zanimivosti. Dejansko, nedaleč tu je v tem prosvetnem domu imel prvo predavanje na temo prvega vseslovenskega romanja, ki je bilo leta 1910 v Sveto deželo. Tja sta šla oba, moj ded in pa seveda tudi homški župnik Anton Markun. Bila sta prijatelja precejšen čas do leta 1929, ko je Anton Markun odšel tudi v Novo Faro. Predvsem pa je bilo to njuno prijateljstvo vezano tudi na homško Faro. Drugi zapis je pa zapis o blagoslovu prosvetnega doma v Domžalah, ki je bil leta 1910, poleti 28. augusta. Ta zapis o tem dogodku je predstavljen tudi na portalu Kamra. Dedek je pa ta fotografija je bila objavljena tudi v časniku Slovenec istega leta, tako da je ded sicer se ni bavil kot profesionalni fotograf, ampak je pa v raznih revijah objavljal. Če dovoliš, da te prekinem, torej, tvoj ded je imel pol leta po otvoritvi zdajšnjega kulturnega doma Franca Bernika, v njem predavanje. In to je tudi zabeleženo, tako da evo, sva našla vez in smo že skupaj. Poleg tega, seveda, da je to tudi ena najbolj znamenitih fotografij ob otvoritvi, ki jo pravzaprav vsi uporabljamo in kjer vidimo, kako pravzaprav so Domžalčani lepo proslavljali ta res veličasten dogodek otvoritve takega doma, ki ga še danes uporabljamo in nimamo ne večjega, ne boljšega. Če lahko dodam v podpis k fotografiji v Slovencu, je oznanja oziroma omenja ta dom in pravi, da je to, komentar omenja, da je to eden najlepših prosvetnih domov bil v tedanjem času. Se je bil. Ja, se je še vedno. No, zdaj bi se pa posvetil naprej dedovemu delu. Ded je bil zredno ustvarjalen, tukaj je moj zapis oziroma moj pogled na dediščino. Vsaka osebnost, ki nekako izstopa iz enega povprečja, ki ustvarja in pusti eno sled svojega časa, ustvarja v bistvu na nek način kulturno dediščino. Moj pogled na to dediščino je v bistvu dvoplastan, bi rekel. V prvi fazi lahko gledamo, da je to osebni pogled, če je to nekdo, to dediščino zapustil nekdo tvojih sorodnikov, prednikov, ampak če bi se omejil samo na ta pogled osebni, bi ta zbirka lahko počivala v omarah doma. Moj interes pa je od prvega dne, ko sem našel to zbirko, da ta pogled malce razširim in dejansko jemljem to dediščino, bi rekel, širše, da je to v bistvu tudi ded, ki je bil kot del naroda, da je to v bistvu širša zbirka celotnega naroda in se mi zdi prav, da se jo predstavlja tudi širši javnosti. Te bom spet za trenutek prekinila. Tole je fotografija tvojega dedka z vso to opremo, očitno ga je fotografiral nekdo drug iz leta 903, pa bi mogoče sam spomnila, če je kdo bil, tebi sem to zgodbo povedala v češkem Krumlovu, to je eno simpatično mesto. Tam je en muzej, oziroma hiša obnovljena, fotografskega mojstra, kako sva že, Seidl, židovskega porekla, mislim, da je bil.
No, ampak tam so to hišo obnovili, veliko stičnih točk smo najdla, ne, tam kdor je tam bil velik, kako je gor v nadstropju tak stekleni zimski vrt. Ja. In ti si rekel, da dedek tudi to imel doma pri svoji hiši. No. In jaz upam, da bomo kdaj v Domžalah ali pa ne vem, v Kamniku, no, zmogli to hišo so obnovili z evropskimi sredstvi in je fantastična. Če je kdo bil, če ne, pejte pa pogledati lepo mesto, neverjetno. Vsaka druga hiša je obnovljena z evropskimi sredstvi in ta muzej in ta hiša sta veličastna in pravzaprav iz istega časa in na isti način. Nič nismo zaostajali, ko sva se pogovarjala o tehnikah, vse enako. Dejansko so paralele. In vse, kar si ti zdaj ohranil, pravzaprav se bo dal tudi na ta način še prezentirati. Dejansko se bomo nadaljevali še omenil, kako izjemna je ta zbirka. Glede na to, da je to vendarle rodbinska nit, ena rodbinska nit, te niti se dejansko ne vidi, ampak se jo čuti. Dejansko bi težko rekel, nekateri tu med vami ste sigurno že babice in detki in lahko verjetno mi boste pritrdili, da je ena najbolj iskrenih ljubezni ravno odnos med starimi starši in vnuki oziroma vnukinjami. In jaz žal nisem imel te možnosti, da bi me ded kdaj nosil ali se igral z mano, ampak lahko rečem, da me mogoče na nek način vzgaja danes še bolj kot pa nekoč, kot bi me lahko v mladih letih. Tale fotografija, to je v bistvu prva znana fotografija, ki je tudi lastnoročno datirana, to je v bistvu kabinetni portret, ki je ohranjen v originalu, na zadnji strani ima rokopisno letnico iz leta 1899. To je v bistvu Peter naredil svoj avtoportret na domačem dvorišču. Slika je sicer malce obdelana, da tega ni moč videti, ampak dejansko je to fotografirano pred hišo. Za zadnjo sceno je bilo obešeno eno platno, po tleh pa en konec tepiha. Vse okolje pa zabrisano, tako da se ne vidi. Dejansko je to, bi rekel, že v ene sorte Photoshopa. Ne? Tole sva govorila o svetlobnem ateljeju pri tem fotografu na Češkem. No, recimo, to je domača Nagličeva hiša iz leta 1915, takrat je bil še gospodar, je bil Petrov oče, Jožef Naglič, ampak ko analiziram skozi fotografije, žal nikjer nisem dobil vzgiba, kaj je bila tista prva pobuda ali pa ideja, da se je Peter navdušil za fotografijo. Ampak sklepati je mogoče ravno iz te fotografije, da je imel zelo močno podporo v očetu. Namreč mlademu mulcu zagotoviti steklo na strehi in predelati streho, zato da bo on fotografiral. Mislim, da je to en tak argument, da je oče bil zelo podpiral svojega sina. Dejansko moraš imeti, moraš videti eno prioritete, da lahko to zagotoviš svojemu otroku. Je pa pomembna ta svetloba bila zato, ker je v prvi fazi izdeloval kar precej portretov in dejansko, če si hotel portrete delati v notranjih prostorih, si potreboval naravno svetlobo. Ne? In to je bil edini način, da si lahko takrat fotografiral. Petrova družina, to je v bistvu pravzaprav družina njegovega očeta Jožefa Nagliča, bili so 3 otroci, Peter imel še mlajšega brata in sestro, on je bil prvorojenec in je bil nekako tudi v osnovi predviden, da bo vodil družinsko tradicijo ščetarstva. Nagličevi so se namreč v profesionalnem smislu bavili s ščetarstvom in že Jožefov oče, Gidi Naglič, je pričel z takrat seveda obrtniškim načinom izdelovanja ščetk in krtač.
Tudi ta fotografija je posneta v svojem ateljeju v domači hiši. Kot vidite, je imel razne scenske postavitve, tako da jih je lahko tudi menjal. Petra so klicali... Tukaj so palme iz Kopra, najbolj, ne? Ampak te ne zmrznejo, ne? So palme, ne? Ja. Malo eksotično. Ja, tudi on je sledil, v njegovih zapuščini je zaslediti kar nekaj literature, glede na to, da se je bavil z ščetarstvom, z tehniko, je sledil tudi zelo dobro govoril nemško, ker se je v avstrijskem Gradcu takrat izučil za ščetarja, tako da je sledil tudi tujo literaturo. In seveda v tuji literaturi, ki jo je spremljal, je videl tudi razne ideje, dobival ideje in seveda take scene so potem tukaj v domačem kraju mu risali razni vaški slikopleskari, ne? Tako da se je pač tudi znašel na svoj način in pocenil vse skupaj. Da je ta zgodba sploh aktualna, seveda v prvi fazi je to delo Petra Nagliča, ne? Drugi pomemben element pri prenosu te miselnosti oziroma te navezanosti na svoje prednike pa je tukaj seveda odigrala tudi moja mama, ne? Ona je zelo lepo govorila o njem, imela je z njim zelo lep odnos in nama sestro je večkrat pričarala zelo lepe vtise, tako da je v meni ta navezanost z leti zmeraj bolj rasla. In dejansko, ko se ti v bistvu pred očmi odvija ta, če lahko tako rečem, klopka življenja, vidiš, da te niti vedno bolj prižemajo nase. Tukaj je fotografija, zgoraj je fotografija praktično takoj po porodu moje mame, svojo mamo, spodaj pa pač oče že z enoletno hčerko Katarino. In bananovec. Bananovec. Ja, rastlina je bila pa, to je bil bananovec. No, tako. Peter Naglič je bil izredno, čeprav je karakterno bil zelo umirjen človek, ampak po svoji notranjosti imel pa, bi lahko rekel, brezmejno energijo. Seveda, prve korake šolanja je začel v ljudski šoli na Homcu. To je obiskoval s svojimi vrstniki. No, tole fotografija te šole že iz leta 1934. Zanimivost, mogoče če dodam, zanimivost tega posnetka je, če vi vidite tamle je črna zastava, no, tale posnetek je bil izdelan leta 1934, takoj malo po atentatu na kralja Aleksandra. Takrat je bil na Homcu zelo lep žalni sprevod, ki se je bil praktično od šole pa vse do prosvetnega doma na Homcu. Še mogoče, kje je ta hiša stala, to je Homška jednorazredna šola? Ja, ta hiša stoji nekako med današnjim križiščem, je stala, no, vse hiše ni več, stoji med današnjim križiščem pa med novo Homško šolo, tam približno, kjer je današnja tovarna Milax oziroma podjetje Milax, če se ne motim. No, kjer je bila tudi tak prej šola, ne? Pravzaprav tam, malo naprej. Malo naprej, ne? Ja, tako. Kako? Dvorišče, ona je malo naprej. Ja. Tole posnetek iz sosednje Avstrije, no, sicer takrat je bila to ista država, ne, to je bila Avstro-Ogrska, on je bil v Gradcu sicer dvakrat, prvič v 3 leta, ko je pridobival spretnosti ščetarske stroke, drugič pa potem okoli leta 1911, ko si je pridobil naziv ščetarskega mojstra. Ker je bil prvorojenec, seveda je bil predviden za ščetarsko obrt. Vmes je posegla tudi vojna, no vojna je verjetno tudi vplivala, da se je Peter relativno pozno poročil, bil je star že 37 let, ne? Bi rekel, da je mogoče za današnje razmere ne več tako pozno, no, za tiste pa takrat pa, ne. Ampak to je bilo po vojni, ne? Prej je mogla biti po vojni. Ja. Se pravi, ta družinska obrt ščetarstva, kot sem že omenil, ga je nekako posesala ali pa posrkala. Oče je
glede na to, da je bil mlajši brat nekako predviden, da bo šel za duhovnika. On je, Karel Naglič je obiskoval tudi škofijsko gimnazijo v Ljubljani, je bil leta 13 je bil dijak, je končal maturo in je bil prvi dijak prve generacije škofijske gimnazije. On je bil sicer predviden dejansko za duhovnika, se pravi posel bi pa prevzel Peter. Poleg ščetarstva, seveda, bil je tehnični tip, njegovo razmišljanje bilo dejansko usmerjeno v tehniko in fotografija je bila ena od teh prostočasnih dejavnosti, ki ga pa je zagotovo posrkala in osvojila za celo življenje. Fotografiral je v prvi vrsti predvsem za lastno veselje, še posebno zato, ker profesionalno ni bil odvisen, eksistenca mu ni temeljila na fotografiji, ampak je pa prej kaj denarja iz ščetarstva za fotografijo najbrž lahko namenjal. Tako, je pa bila mogoče to olajševalna okoliščina, seveda je fotografija takrat ni bila več tako poceni, mislim, je bila še draga in relativno nedostopna in on si je ravno s to relativno dobro eksistenco si je lahko omogočal ta svoj hobi. Sicer je občasno tudi prodajal del fotografij, vsekakor pa mu ta komercialni interes ni bil v prvem planu. Mogoče še največ te komercialne žilice uporabil ob raznih romanjih, kjer je posnel večje število fotografij, bilo več romarjev in s tem si je, sicer ne da bi zaslužil, ampak da si je pokril stroške potovanj in samih ogledov. No, ampak si pozabil, tukaj je bil na fotografiji s kolesom. Ta fotografija je dejansko zopet v njegovem studiu. In on je veliko potoval okrog s kolesom, ne? Ja, tudi s kolesom. Da je lahko delal fotografije kar v širokem prostoru, ne? V njegovi dediščini ohranjeno celo še, se pravi, tudi registracija, takrat so bile tudi registracije koles, no, in to imamo ohranjeno. Registrsko tablico. Tudi to. Mislim, tablice ni, je pa dokument. Dokument o registriranju, aha. Ja, tako. To smo se danes tudi v knjižnici pogovarjali, če se spomnite, ko smo gostili iz Vira, tudi enega vnuka, ki je pa svojega deda raziskoval, ker se je odpravil na Glosgloknadno in on je v teh registracijah koles govoril, da so bile pač takrat nujne in obvezne. Za tisti čas je bilo to pač je bilo potrebno. Kaj danes avto. Tako. Tukaj imamo posnetek njegovega raziskovanja iz leta 1934, ko je bil v Rimu. Takrat je bil en poseben dogodek, je bil Don Bosco posvečen za svetnika. On je bil izredno, tukaj bi mogoče eno zanimivost povedal, moja mama je rojena leta 30. aprila, on je pa tam recimo 15. aprila šel na romanje sam v Rim, doma 4 otroci, podjetje in žena visoko noseča. Mislim, da je mogel biti zelo, bi rekel, korajžen, da je to speljal, no? Ali pa je imel tako visoko vero, da bo vse v redu, oziroma da ne bo težav. Je bilo vse v redu. Je bilo vse v redu, tako. Če ne bi bilo, potem tudi mene in sestre ne bi bilo tukaj danes in tudi ostalih mojih članov. Njegova osebnost, kot sem že omenil, je imela izredno veliko, zelo širok razpon zanimanj. Njegova duša je, bi rekel, da zelo močnim srcem bila tudi za romanja. Bil je že leta 1908 na prvem vseslovenskem romanju v Lurdu. Žal takrat ni imel s seboj fotoaparata. Je pa zapustil zelo lep dnevniški zapis. Očitno je zelo pogrešil ta aparat, zato ga je čez 2 leti, ko se je odpravil v sveto deželo, odnesel aparat seboj in na tem romanju res ustvaril zelo lep spomin, ki po imenu tudi, oziroma pri obravnavi, ki ga obravnavajo tudi kustosi Ljubljanskega etnografskega muzeja in pravijo, da je to v svetovnem merilu zelo zanimiva zgodba. Prejšnja fotografija je bila pa z Višari, ne? Prejšnja fotografija, ja, to je bilo pa romanje, dvodnevno romanje na Višarje, leta 1933, tudi zanimiv dohodek,
dogodek. To je bilo romanje, ki iz Ljubljane je šel vlak, je šla vlakovna kompozicija do Žabnice, takrat je vlak do Žabnice še vozil, ne, danes te proge ni več, ampak romanje je bilo dvodnevno. Tukaj je en pejsaž romarskih motivov, se pravi romanje v Rim, sveta dežela, ta sveta dežela je bila zanimiva tudi zato, to je bil dejansko za tisti čas zelo velik logističen zalogaj. Namreč število romarjev je bilo preko 500, to je, bi rekel, še celo za današnje razmere velika stvar. Ne? Recimo Pater Laurih, ki preko komisarijata vodi romanja, pravi, da danes je skoraj nemogoče odpeljati tako skupino romarjev v sveto deželo. Je pa mogoče težo romanju dal predvsem knezoškof Bonaventura Jeglič. On je bil kot podpornik in tudi svojo udeležbo je dal, bi rekel, udeležencem eno zagotovilo, da bo ta izlet res nekaj posebnega. Dejansko je tako tudi bilo. To romanje je res zanimivo. Dedek je ustvaril preko 150 posnetkov, dejansko. Tam se je zgodila, recimo eno zanimivost, se je zgodila, da je bil eden udeležencev, bilo je več, sicer več duhovnikov, med njimi tudi Anton Markun, kar smo že omenili. En od udeležencev je bil pa tam novomašnik in je imel v sveti deželi ravno v tistem času tudi novo mašo. Tako da je bila to tudi ena od zanimivosti. Druga zanimivost je pa mogoče ta, da ko se je del odprave šel kopati k reki Jordan, pridajo tja in ob reki Jordan je bila kot ena baraka, kjer se je prodajala pijača in lastnik te barake je bil Slovenec. To je odkril kustos dr. Frelih ravno zdaj, ko je odkrival gradivo, dodatno gradivo, ki se je pojavilo na osnovi Nagličevih fotografij. Seveda, mimo vojne ni šlo. Dedek je bil leta 1914 upoklican, oziroma je najprej imel to nabor, pregled, upoklican pa je bil zgodaj leta 1915. Dejansko je on to vojno obdobje zelo težko, v bistvu on je opisal, kar nekaj dnevniških zapisov obstaja, in iz teh dnevniških zapisov je leta 2008 išla pri založbi Modrijan tudi zanimiva knjiga, tamle na mizah je kar nekaj slikovnega gradiva oziroma knjižnih publikacij, ki so že plod, bi rekel, zadnjega časa, kar plod, bi rekel, moje promocije in dejansko vse te publikacije zajemajo Nagličeve fotografije. To so te pa lahko tudi pogledali, tukaj do te videli. Ne, in to je ena od knjig, ki je šla. Tako je, ta knjiga je šla v založbi Mestnega muzeja Ljubljana in je sestavljena nekako iz 3 delov. Prvi del je splošni del v pogled v zgodovino tistega časa, drugi del so dnevniški zapisi Nagličevi, tretji del je pa v bistvu katalog vseh teh fotografij. On je tukaj ustvaril eno tako zanimivo zgodbo, dejansko pogled v vojaški vsak dan na Ljubljanskem gradu. Da pa je pristal na Ljubljanskem gradu, je pa bilo sicer nekaj naključij, mogoče je bilo glavno naključje ali pa dejavnik, da je bil relativno šibkega zdravja. To zdravje mu je pri raznih zdravniških pregledih ga je usmerilo v to, da ni doživel fronte in je ostal celo obdobje na Ljubljanskem gradu in s tem ustvaril zelo lepo zbirko posnetkov. Tukaj je pejsaž teh motivov z Ljubljanskega gradu. To je bila v bistvu karantenska postaja za italijanske vojne ujetnike. Postaja je bila organizirana tako, da je bil komandant Kern, ki je vodil ta oddelek, precej pragmatičen in je razmišljal tako, da če že so ujetniki in tudi ostale vojaške službe, je skrbel za to, da je bila
ta postaja samozadostna. Na gradu so gojili razne poljedelščine, razne dejavnosti so se dogajale, je pa imela ta postaja prehodni značaj. Tu je šlo v celotnem 4-letnem obdobju preko 70,000 italijanskih vojnih ujetnikov. V tem času so bili tudi zapori, no, tudi lansko leto po Cankarjevo leto znano je, da je bil tudi Ivan Cankar na Ljubljanskem gradu nekaj časa zaprt. Naslednja taka velika ljubezen, dedova ljubezen je bila planinarjenje. On je zelo rad zahajal v planine, seveda na bližino planin je pa še najraje obiskoval Kamniške planine, čeprav to niso bile edine. Zahajal je tudi v Julice in ostale, ampak nekako Kamniške planine so mu bile najbližje. Tukaj imamo pesaž planinskih motivov, Hoča v vratih, potem na vrhu Grintovca, no leta 1935 je pa škof Gregorij Rožman blagoslovil križ na Škrlecici in Peter se je udeležil tudi tega izleta oziroma planinskega pohoda. Zanimiva pri dedovem fotografiranju, zanimiva tematika se mu je porodila v Ljubljani. On je tedensko, dnevno sicer ne, ampak tedensko pa zagotovo hodil v Ljubljano k poslovnim partnerjem kot ščetar in v tem času, ko je hodil po Ljubljani, je naredil izredno veliko posnetkov. Ljubljana je bila zanimiva, ravno zato, ker se takrat ta gradbeno renoviranje dejansko brbotalo. Leta po potresu 1895 je bil velik del Ljubljane porušen, nekaj stavb so morali tudi kasneje porušiti in ta gradbena in prenova je bila intenzivna. Je pa v tem času bil njegov sodobnik, kar se tiče gradbenih posegov, tudi arhitekt Plečnik. In zanimivo je, da je Peter zelo veliko posnetkov naredil ravno pri spremljanju Plečnikovih stvaritev. No, tudi tale posnetek recimo prikazuje regulacijo Ljubljanice, tudi tukaj je imel Plečnik, bi rekel, prste zraven, ne. To je malo Tromostoja, ne? Tako, Tromostoj že stoji, ne? To je, ja, že je dol vodno gledano, že za Tromostovjem. Dejansko je ta regulacija potekala v letu 1933-1934 in iz te serije obstaja preko 50 posnetkov različnih dejavnosti, od kopanja materijala, čiščenja dna struge, do zajezitve, do betoniranja vseh teh gradbenih posegov. Prav bi lahko rekel, da vsakokrat, ki je šel v Ljubljano, vzel aparat in beležil, kako se Ljubljana gradi. Aparat je bil njegov večni spremljevalec. Zanimivo je, da je sledil dogodku. Recimo, regulacija struge se je vršila 2 leti in on je dejansko 2 leti bil pripravljen hoditi v Ljubljano in spremljati potek te regulacije. Tukaj imamo še nekaj Plečnikovih stvaritev, obnovo oziroma samo izgradnjo. Tukaj vidimo prav gradnjo tribune Bežigrajskega štadiona, ki bo verjetno kmalu spet aktualna. Potem imamo šance oziroma urejanje okolice Ljubljanskega gradu. Zelo rad je zahajal na Ljubljanski grad, seveda, on je del vojne 4 leta oziroma 3 leta in pol intenzivno preživel na Ljubljanskem gradu in dejansko se je rad vračal na ta konec. Desno zgoraj pa vidimo posnetek asfaltiranje Blajvajsove ulice, to je današnja Prešernova, v ozadju vidite današnjo predsedniško palačo. Edina cesta, ki je bila asfaltirana pred vojno, pravi gospod Ludvik Kovač. So pa tudi stroji zanimivi, ne? Tudi seveda, to je sama tehnologija, ne? In iz teh fotografij se razbere tudi, da je bilo nekoč veliko ročnega dela, ne? Oziroma same faze so potekale predvsej drugače, ne? Ded se je zelo zavzemal za kulturo, zelo redno je spremljal družabne dogodke,
Bil je tudi član prosvetnega društva sprva v Šmarci, kasneje na Homcu. Zelo aktivno se je ukvarjal pri samih igrah, seveda ni pa bil iz slik, iz fotografij je razbrati, da nikoli pa ni bil v prvem planu. Igralstvo mu ni dišalo, bil pa je v zaodrju, izdeloval je maske, nudil razno. Možno tehnično osebje. Tako, mikrofon mu pa ni dišal ali pa oder. Ampak tudi jaz imam malo tega, no. Ni videti, če se vam pohecam. No, tole recimo je posnetek v bistvu otvoritve, to je bil tak svečan dogodek v Kamniku, odkritje plošče generalu Majstru leta 1938 in tudi to ploščo je zasnoval arhitekt Plečnik. Ta plošča je bila sicer med vojno skrita in spravljena, zdaj pa zopet na fasadi stavbe. Kultura, za katero, no, tukaj imamo nekaj posnetkov iz Homškega prosvetnega doma, tam je posnetek igre, ansambla, igralskega ansambla, desno je pa posnetek pred Bernikovim domom, na tem, to je en redkih posnetkov, kjer je tudi na njem Franc Bernik, domžalski duhovnik. To je pa pač ena od oblik, kako so se nekoč zbirale gospodinje na raznih gospodinskih ali pa šivinskih tečajih. Kot tehnik, kot ščetar je bil zelo dojemljiv za tehniko. Tudi prva polovica 20. stoletja je bila nekako zelo pogojena z razvojem tehnike, zelo je sledil raznim dogodkom. Tole je tak dogodek, zanimiv za tisti čas, zasilni pristanek letala na Homškem polju, to je bilo leta 1932, no in on je tukaj ustvaril še nekaj posnetkov. Takoj, ko je slišal kakšno novico, da se nekaj dogaja, je sedel na kolo z aparatom in se odpeljal in s tem je pokazal, bi rekel, tudi svoj novinarski duh. Sicer, mogoče, če ne bi ga ta ščetarska družinska tradicija upeljala v svoj posel, bi mogoče bil celo kakšen novinar. Tukaj je nekaj motivov tehnične stroke, bi rekel, recimo preizkušanje motornih sani leta 1932, potem imamo obnova Klemenčeve Fužine v Šmarci, na rokavu Mlinščice Šmarske, ta Mlinščica žal ne obstaja več, je pa ta Fužina edina, sicer ne obratuje več na vodni pogon, ampak dejansko je to edina Fužina v Šmarci, ki še sploh obratuje. Tretji posnetek je pa iz pekarne oziroma mlina, Vavpetičevega mlina in prikazuje danji stroj za mlatenje pšenice. Posnetek z leta 1931. Gospodarstvo na deželi, no tole je zadružno mlekarno in izobraževalno društvo, to so začetki iz leta 1908, kasneje se je ta dejavnost igralsk izobraževalnega društva preselila na Homec. Znano je, da je bila Šmarca v tedanjem času ni bila svoja fara in je pasala, bi rekel, pod Homec. In dejansko so se pokazale potrebe, da bi izdelali prosvetni dom bliže Homcu, Homški cerkvi, in tako je padla ideja in s tem se je začela tudi ta kultura in se ta dejavnost nagibati proti Homcu. Dedek je bil v svojem prostem času, je bil tudi, imel veselje do vrtnarjanja. Tukaj so pa eni taki zanimivi etnološki motivi, bi rekel, z dežele. Dejansko tega se danes ne vidi več, kolinje na vasi. Prestrezanje krvi. To je prav posnetek pri dedu doma. Recimo, tamle se ne vidi dobro. Tole je bil zunanji vec, tole je bilo gospodarsko poslopje, tole je bil svinjak, tole je bil pa zunanji WC. In tukaj ded je bil po naravi tudi malce hudomušen, no in na teh vratih
sicer tle se ne bo vidno, ampak je pisalo, tu se oddajajo mili darovi za izboljšanje kmetijstva. Dejansko je pa to WC-ja. To je bilo vsakomur, ki je prvič prišel v hiši, zelo zanimivo. No. Tale motiv imamo kuhanje žganja, ne. Tudi zanimiv posnetek, ne. Vidite, tudi otroci so sodelovali pri žganju. Tole pa bil en dogodek enega sejma na Homcu, tole pa v ozadju tudi homški gasilni dom, to pa fotografija tam iz leta 35. Dejansko so to motivi, ki jih danes ni več in še zaradi tega imajo, bi rekel, dodatno težo. In vrednost. In vrednost, tako. Dedek je bil skozi pregledavanja, dolgoletna pregledavanja te njegove dediščine, človek se skuša malce poglobiti tudi v te fotografije in skozi fotografijo vidiš tudi, bi rekel, prioriteto ali pa mogoče karakter človeka. No? In ded je imel tudi po pripovedovanjih domačinov, ki so še živi, ki so ga poznali, zelo dobro srce, bil je zelo veliko empatijo, znal je sočustvovati za vsakim in tudi, bi rekel, z ljudmi iz obrobja družbe. Tako da je ob svojih sprehodih ali pa potovanjih ali pa kolesarjenjih se je znal vzeti čas tudi za, recimo, berače. Ali pa za zanimive družbe. Recimo, tole je vaški posebnež iz tistega časa, on je hodil v pozemlji in poleti bos. Potem tukaj imamo obisk ciganov. Dedek si je vzel čas, vzel aparat in jih posnel. Z medvedom. Tako je, z medvedom. Tukaj imamo pa posnetek enega na fotografijah je na zadnji strani zapis, to je pa puščavnik v svojem bivališču v Moravčah iz leta 32. Skratka, ta čut za sočloveka mu očitno ni dal miru in si je vzel čas tudi za izdelavo takih posnetkov. Seveda, profesionalni fotograf verjetno takih posnetkov ne bi delal, ker je pač, če mu je fotografija profesija, kruh, potem ti to ni prioriteta. Če pa fotografiraš za svojo dušo, pa dejansko posnameš, kar ti je tisti trenutek v srcu. Zelo lep, spoštljiv odnos je imel do narave, zelo rad je hodil proti Gorenjski tudi, tukaj imamo posnetek Blejskega Vidgarja iz leta 34, nadalje je pa posnetek, recimo, naravne zanimivosti so mu bile zanimive. Tukaj je eno deblo, zanimivo deblo, sestavljeno iz 13 debel, na njem sta pa Anton Peterlin in v bistvu Anton Peterlin je bil tudi njegov sorodnik, ko so šli v Kamniško Bistrico. Spoštljiv odnos je imel tudi do narave, tole je ena fotografija nožic iz leta 40, ko pa je Kamniška Bistrica pokazala svoje zobe in poplavila okoliški breg. Bistrica je dokaj hudourniška, in je postavila večkrat prišla bregove. Ena od pomembnejših, bi rekel, fotografskih dedovih referenc, bi lahko rekel spremljanje Plečnikovih del v Ljubljani že med samo gradnjo. Tukaj imamo gradnjo Plečnikovih arkad, vzadnje je stolnica, zelo zanimiv posnetek začetka gradnje Nuka v Ljubljani, zopet prav tako po Plečnikovih načrtih in pa kompleks Žal med gradnjo z leta 1939. On je ravno tako kot že ostale, kot sem že omenil, tudi Žale in tudi Nuk spremljal med gradnjo in recimo Žale posnel tudi pravzaprav na sam dan otvoritve, ko so bile blagoslovene leta 1940. Ena od nadaljnih njegovih
bi rekel, novinarskih, če lahko rečem, novinarskih točk je spremljanje odkopavanja neveljskega mamuta leta 1938, ko je ta novica završala, da so v Nevljah našli mamuta, seveda je zopet na kolo in šel s fotoaparatom posnet to nahajališče, posnel je več posnetkov. Tudi tam bi rekel, je ena od brošur iz leta 1998, to je v bistvu nekako, lahko rečem, mi je še posebno pri srcu, ker je prva, ki je nastala prva po odkritju tega gradiva. To je v bistvu tudi bil moj vstop, če lahko rečem, v to dedovo zapuščino. Seveda se trudimo s temi raznimi promocijami. No, ena od referenc je zagotovo Sveta dežela z leta 1910. To so posnetki, recimo tole posnetek, ko se celotna slovenska romarska odprava, preko 500 romarjev odpravlja proti Betlehemu, tukaj odzidje Betlehema, tukaj so Javska vrata in dejansko to so enkratni posnetki tudi stališča, lahko bi rekel, samih Izraelcev. To so posnetki, ki se jih danes ne da več narediti. Ne. Je pa romanje, današnje romanja potekajo večinoma z letalom. Seveda, takrat so šli pa z ladjo, potovali so 3 do 4 dni. Je pa prinesla ta ladja precej težav, ker te valovi so res vplivali, ljudje niso bili tudi iz Trsta, ja, tako. Dejansko je bilo kar precej težav pri samem potovanju. Je pa zanimivo, pater Friedrich je ob 100-letnici tega romanja imel željo izvesti to z ladjo, ponoviti to romanje ob 100-letnici z ladjo, ampak dejansko ladja danes pride predrago. No. Dejansko pride 3 do 4 krat dražji izlet z ladjo, kot bi bil z ladjo, kot pa z letalom. Tukaj sem pa zdaj proti koncu pripravil pa posnetke, ki vas bojo verjetno najbolj zanimali. To so njegovi posnetki raznih lokacij v Domžalah. Moram povedati, da dejansko velik del dediščine oziroma fotografij je zabeleženih, popisanih, del pa ne. Pojavi se pa tudi kakšna napaka. No. Recimo za tole Ladšteterjevo tovarno, dejansko to Oberwalderjeva. Univerzale, a ne? Zanimivo pa je, ker on je pa napisal, ne? To, kar imaš ti napisano, je sam naredil. Tako. Evo, vse zmotil. Ampak to bom jaz pač tudi dodajam zapise, recimo. In spreminjaš. In tako. No, recimo tole fotografijo zato nisem vedel, da je, pravzaprav nisem niti vedel, da je iz Domžal točno, no. Ampak sem pred časom preko enega spleta okoliščin prišel do neke knjige in dejansko zelo podobna fotografija in s tem sem recimo tudi definiral to lokacijo. To je Skokova trgovina. To mislim, da je to nekdanji Slovenija les, ne? Če je. Pol, ja. Najprej pa Skokova. Ja, tako. Književ. Ja. Tole spodaj je pa, tretji posnetek je pa Marksova tovarna za lak. To je lokacija, mislim, da je na Količevem. Zdaj pa Helios, današnji Helios. Imam pa tudi v arhivu tudi posnetek pa prav iz Domžal, domžalski del Heliosa, to je bil pa Medic Zankar, ampak pač njega nisem tukaj pripravil, ja. No, drugi pejsaž je, recimo, je pa mal mešan, recimo, zgoraj imamo Ladšteterjevo tovarno, oziroma iz zapisov, malo sem tudi ponetov, tudi ta fotografija ni bila definirana, ampak sem potem po teh raznih fotografijah iz neta potegnil, no, da je to dejansko elektrarna, to je na mestu današnjega Mercatorja in da je to elektrarna, barvarna in livarna, posnetek pa iz leta 32. Tole pa... Ja, Dimik pa še stoji.
Tole je pa Bonačeva papirnica na Količevom, tako iz leta 32. Tole je pa Millerjeva hiša v Stobu, tukaj vidno še kot je Bajerčak, Stobovšak. Tukaj pa zdaj stoji Jumanova hiša, ne? Ja. Na pol. No, to je malo okolice Domžal, bi rekel, center Domžal. Kofutnikova domačija iz leta 32, potem je grad Krumperk, pa Čemšenik leta 33. To so taki motivi. Seveda, jaz sem uvrstil tukaj po eno fotografijo, je pa recimo Kofutnikova je pač samo ena iz tega konca, ostali so pa tudi običajno obstajajo po več fotografij. No, tukaj imamo navezavo na začetek predavanja, ko smo govorili o Domžalskem prosvetnem domu. To sta dva posnetka, ki sta še bila v tej seriji izdelana. Ob sami otvoritvi je bil seveda tudi dogodek, počastili so ga orli, bila je, bi rekel, telovadba, organizirana telovadne vaje. Prav tako v tem delu je ena posebna formacija orlov. To je pa slika proti občini, ne? Tole pa današnja stavba občine. Tako. Tukaj imamo pa notranjost župnijske cerkve, tukaj na Goričici, iz leta 38. Kako? Ja, ampak, no, gledajte, sej imam, tukaj imam iz leta 38, imam tudi posnetek. Kako se gradi? Pardon? Gradna, ne? No, to je pa zunanjost, ne? To je zunanjost, ta del, ki so ga dogradili. To je zopet, se pravi, Goričica. Tukaj imamo en mlin, Benedikov mlin v Jaršah. No, tole je pa Honški prosvetni dom, v katerem je domovalo Honško prosvetno društvo. To je bila za tisti čas izredno lepa stavba. Žal pa je bila med vojno požgana. 15 ropi. Usoda tega doma je dokaj klavrno končala, ampak je kljub temu, bi rekel, en del tega še živi, ohranjena je klet. Na delu teh kletnih prostorov pa je danes Plečnikova oziroma nekdanja Pirnatova vila. O tej ogradnji tega doma in o samem delovanju teh kulturnega društva, prosvetnega društva je bila konec lanskega leta razstava v tej Plečnikovi vili, ki je obsegala obdobje do leta 18. Sedaj pa pripravljamo razstavo, ki bo predvidoma odprta 8. februarja v Plečnikovi hiši, zopet na Honcu, ki bo pa zajemala nekako nadaljevanje od leta 18 pa do leta 40. Skratka, dedek je posnel celotno gradnjo tega doma in za tisti čas ustvaril res lepo serijo posnetkov od začetka, se pravi, dejansko je snemal od dne, ko je prišel, ko je izvedel geometer za količbo, pa potem do že samih dogodkov in tudi vmes. Dom se je mogoče v enem delu tudi fazno gradil, tako da ni bil v celoti končan naenkrat. Oprostite, tam je, če smem pripomniti, bo Bedenikov mlin, ne Bedenikov. A Bedenikov? Aha, bomo popravili. Hvala lepa, seveda. Bedenikov, ja. Sej, če sem iskren, jaz ne vem točno, kje je ta lokacija zdaj. A vi mogoče veste? To je bila Jaška šola. A, tam. Aha. Kje še? A tam, kjer je? V bistvu šola Rodica, ta podružnična. Ta stara, ja? Ja. No, to je zelo lepo malo. Bedenikov, ja. Si še. Je pa, ded je včasih tudi naredil kakšne napake, ne, on je te rokopise. Jaz sem ga zasledil, da je tudi na fotografijah
kakšna fotografija se je ohranila v večjih izvodih in je imel včasih tudi različne datume gor. Ne? Tako da, zanimivo je recimo tudi pri beleženju zapisov fotografskih, da je on, to so tudi kustosi ugotovili, on recimo velik del svojega opusa urejal za nazaj. In recimo pri filmih praktično se ne moreš smotati, kar se tiče časovne dinamike, ne? Ker film je pač, ima 16-17 posnetkov in vsi so praktično iz enega dne ali pa parih dni. Medtem ko pri steklenih ploščah se pa to da kar lepo zamešati. Ne? Če plošče nisi beležil striktno sproti ali jih oštevilčil, si jih lahko urejal dejansko tematsko. Ne? Tako da je on, recimo, če je gradil kakšno, recimo, ko je spremljal obnovo ščetarske delavnice doma, ne? On je recimo to spremljal skozi več let in je potem vse plošče zložil v eno škatlo in jih lastnoročno številčil. V tem primeru se to da, ne? Pri filmih je pa dejansko bi moral film razrezati, kar pa ni imelo smisla. No, tole pa so posnetki, zopet malce industrijskih posnetkov. V bistvu imamo tukaj tovarno in doplati Jarše. Tukaj se mogoče ne vidi več še prav dobro, se že pripravlja gradnja za povečanje, za izgradnjo novega, dograditve, novega dela. Tole je pa začetek leka. V bistvu je bil to lek, v bistvu je bil Salus, ja. Salus je obstajal približno 10 let, potem je pa ta tovarna prišla pod okrilje leka. Tole je pa pogled iz Homškega hriba proti Domžalam. Tle v prvi vrsti je Novi Homec, no tole konkretno je Nastanov mlin, kakor je pa razvidno, ne, tukaj je danes, bi rekel, vse poseljeno, ne. Tega gozda ni več, ne? Ne. Nobenega gozda tam vmes. Ja. No, za zaključek pa še misel, ded je bil, bi rekel, ščetarski mojster, podjetnik, fotograf, romar, človek dobrega srca in se je marsikoga dotaknil, mogoče tudi vas tukaj, mogoče ne, mogoče pa vaših prednikov. Žal pa nikjer v njegovih spominih, kot se že omenil, ni nikjer in kakšnih, moje mame tudi ni več, da bi jo lahko poprašal. Skratka, ni informacije, da bi lahko zagotovo trdil, kaj ga je ali zakaj ga je ta fotografija tako navdušila. Mogoče minljivost življenja, jaz mislim, da se je on kar zavedal, da je znal s to fotografijo ustaviti čas, aktualni čas, v katerem je živel, predvsem pa mogoče tudi občutek, da je mogoče celo vedel, da bo nekoč to nekdo gledal in analiziral in raziskoval. Skratka, minljivost je pa povezana s časom, kot peščena ura, ki nam beleži sekunde, ki se odmikajo. Pa je rekel, da ima težave z nastopom. Hvala lepa. Mislim, da pa kar nekaj stvari bova še morala spregovoriti. Predvsem, koliko je približno teh fotografij, recimo ohranjenih v tem arhivu, in kako si to našel pravzaprav, kje je to bilo? V samo, bi rekel, da ne bi bil preveč dolgovezal, no, ampak bom seveda. Obstaja preko 10,000 posnetkov, cirka slabih 1000 je na steklu. Tudi tehniko je spremljal tako, se pravi, tam smo videli smo na začetku prva fotografija z leta 1899 do leta 1930 so posnetki na steklu. To malo piš, ne, ker to se mi zdi zelo zanimivo, ne, to so steklo. Ja, to so bile v bistvu škatle, mislim, da je bilo notri 12 do 14 steklenih plošč, seveda različnih formatov. Najbolj pogost je bil ravno tak, je mogoče tudi danes 10x15,
drugače so pa tudi večji ali tudi manjši. Steklo je bilo zavito v poseben papir, zaščiteno proti svetlobi, dejansko pa v bistvu bilo fotografiranje s steklom počasno, tehniko si moral zelo obvladati, tukaj ni bilo popravnega izpita, tako kot je danes pri digitalcih, ko samo pogledaš in vidiš, ni posnetek, in pritisneš še enkrat, potem je bilo delo v domačem ateljeju. Dejansko vse faze njegovega fotografiranja so šle čez njegove roke. Doma na podstrehi je imel laboratorij tudi. Je imel temnico, tako, ohranjenih imam tudi nekaj artiklov iz tega njegovega opusa. Tamle, mogoče za dodatek, si lahko pogledate njegov potovalni kavček, v njem to idejo sem dobil v Slovenskem etnografskem muzeju in so mi ga tudi tam pomagali urediti. V bistvu prikazujejo 3 njegove atribute, oziroma atribute, ki ga lahko, bi rekel, kot osebnost označujejo. Se pravi, ščetka označuje njegovo poklicno pot, eksistenco, kruh, bi rekel, na desni fotoaparat njegova, bi rekel, ena največja ljubezen, lahko rečem. Druga velika ljubezen so bila pa romanja zagotovo in to predstavlja Jakobova školjka. Kot sem omenil že prej, če nadaljujem, se pravi, po letu 30 pa je skladno, bi rekel, s temi trendi fotografskimi prešel prav tako na filme in kar mu je pa omogočilo, da je bil hitrejši, bolj učinkovit in z tega obdobja obstaja tudi več posnetkov. Zanimivo je, več zanimivosti, na katere pač ne bo odgovor, ampak glavnina posnetkov je do leta 40. On je te posnetke beležil in zapisoval v svoj spisek in nastavljeno ima tudi začetek leta 41, ampak tam je ostalo prazno. Zanimivo pa je, ker je še fotografiral po letu 41, ampak zakaj on to ni več beležil in pač ostaja uganka. Mogoče tudi kaj s tem povezan. Je pa bil, ded je bil pač kot podjetnik, je bil po vojni, včasih ni bil naklonjen, tudi tovarna je šla, vse je nekako, bi rekel, pred ene zelo solidne eksistence je bila Nagličeva družina po vojni, bi rekel, porinjena pa na obrobje družbe. Tako da... Koliko pa je pa teh povojnih fotografij? Skoraj nič? Povojnih fotografij je v bistvu zelo malo. Je beležil, tudi tako je, po vojni je bil že njegov sin, prvorojeni sin, bi rekel, v letih, tako da je obstaja možnost, da je že tudi on izdelal kakšen posnetek. Ampak res glavnina dediščine, glavna vrednost je na obdobju do leta 40. Še to sem te vprašala, kako si to našel, oziroma kje je zdaj to bilo shranjeno, na kakšen način in kako imaš zdaj shranjeno? Tudi to lahko rečem, da je v bistvu to, če sem čisto iskren, bi rekel, darilo iz neba. Dejansko sem jaz bil s to fotografijo sicer kot otrok že nekako seznanjen, ampak nikoli pa nisem se poglabljal v te fotografije, albumi, filmi, to je bilo nekje spravljeno po omarah, do tja nisem imel sicer ne vem kakšnega pristopa, ampak vendarle je to nekako zorelo, bi rekel. Čas je delal, jaz sem počasi odraščal, eden glavnih momentov, da se ta zbirka zagotovo ohranila, je, da pri Nagličevih stvari, bi rekel, odsluženih stvari ali pa stvari, ki jih ne potrebuješ, niso metali proč. To bi rekel, da je res eden glavnih elementov. Drugi, zelo močen ali pa zelo pomemben pa je, da mi je ta zbirka prišla nasproti, bi rekel, ko sem bil že malce siv, če se pošalim, ampak
ko sem bil zrel za to darilo. Predstavljajte si, da 12-leten fantič dobi en arzenal steklenih plošč, samo vidim, kako bi mogoče s kakšnimi kladivci tolkel po njih, pa jih razbijal ali karkoli, ali lahko bi prišel drug moment, da bi se to raznosilo, razprodalo in dejansko je res, to je eden pomembnejših argumentov, da sem res dobil to v zrelih letih. Od dne, ko sem pa to predstavljati, del zapuščine je bil sicer v stanovanjskem delu, del pa na podstrehi, ne. In ta podstreha je bila, bi rekel, teta, ki je živela v stari hiši, dejansko ni več podstreha uporabljala. In ko sem jo enkrat vprašal, to je že mogoče malce anekdote, sem jo vprašal, sem rekel, teta, kaj pa imaš tam, kaj pa je tam gor, ne, na podstrehi? Prav, fantek moj, tam je pa šac. Ne. Šac je pa nemška beseda za zaklad, ne. In dejansko, midva sva se smejala s teto, ne, dejansko je pa pred vami zaklad, ta zaklad, ne. Tako da je res iz tega, ki sem jaz šel prvič na podstreho predstavljate si, ko greš po stopnicah, ko se škriple, ko se ujamete v pajčevine, kar naenkrat se morate tiste pajčevine brisati. Stara streha, hiša iz konca 19. stoletja, ko vam v sončnem dnevu, ko vam žarek pregrize temo, bi rekel, ko pogledaš in v zraku sam prah, ne, teh občutkov ne bom pozabil nikoli. Bila pa je moja, mislim, hitro sem se pa zavedel, da je to nekaj posebnega in tako, da sem potem ustvaril boljše pogoje za hranjenje, tako da imam to zdaj shranjeno doma. Bom pa verjetno, oziroma razmišljal v tej smeri, da bo to pač dobil eden od muzejev, da se to pusti našim zanamcem. Bi rekel, da tudi mi vržemo kakšno seme, da obrodi še to čez toliko in toliko let. Si pa tudi vse digitaliziral, ne, tako rekoč. Prelomno leto, ja, kar se tiče zbirke, bi rekel, na nek način je leto 2012, 2013, oziroma bolj bi rekel 2012, ko smo se spoznali z Slovenskim etnografskim muzejem. Takrat smo prišli v kontakt, no, te kustosi so se takoj prepoznali vrednost zbirke in so mi ponudili digitalizacijo. Seveda, oni so dobili pač en digitalni izvod, originale so mi povrnili. In moram reči, da je res takrat sem tudi jaz dobil dejansko pogled v vse posnetke, ne, ker vseh posnetkov nimam v originalnih fotografijah. To so bili negativi in iz samih negativov je težko razbrati motive. Šele digitalizacija je pokazala pravo vrednost zbirke, ja, in motivov. Dobro, jaz vam lahko še to povem, da nam je Matjaž vsem pripravil tudi tole, vzemite si, mislim, da je lep spomin na današnji večer. Malce spomina, ja, s fotografijami iz tega domžalskega konca. Ena je celo gor, ki si jo nisi dal, tale evharistični kongres, ki se vije od kulturnega doma proti centru današnjih Domžal. Ta posnetek je zelo zanimiv tudi, ker je lepo goričica v ozadju, se vidi, desno se vidi še zapornica vlaka, železnice in tudi prosvetni dom je gor. Tako da to je vaše za spomin. Hvala ti tudi za to, da si to pripravil in pa včeraj si mi prinesel tudi tele fotografije, ki so stari motivi in občina Kamnik jih je, zavod za turizem jih je izdal. To je malce izziva za domžalsko občino. Izziv, zato smo tudi povabili našo vodjo Tica, ki je morala žal preiti, da bi recimo nekaj podobnega lahko tudi v Domžalah naredili z takih motivov starejših, prijetne fotografije oziroma razglednice. Tako da zdaj pa še vi kaj vprašajte. A je vse povedal? Mi smo danes povabili tudi gospoda Ludvika, vmes je nekaj pokomentiral, dogovarjamo se, da se boste
še dobili enkrat, da bo še del fotografij, za katere mogoče nisi čisto prepričan, kaj bo. Nekaj fotografij imam z tega konca, rad bi, če bi se daj lahko dobili, da bi mogoče kakšne posnetke analizirali. Pa ugotovili, kaj je na njih, ker ni napisal zadnji. Ja, tako da upam, da bodo Katarina, gospod Ludvik in pa Matjaž prišli skupaj in to tudi še čim prej upravili. Ne? Ja, jaz bi to na prenosnik lepo prenesel si pa... In si v miru pogledate, se si treba vzeti cel dan. Evo, kakšno vprašanje? Jaz mislim, da to, kar je počel Peter Naglič, ni samo dokumentarno, etnografsko, etnološko, pomembno, ampak tudi fotografija je kvalitetna, ne v tehničnem smislu, sve to, da je beležila čas. Zdi se mi, da so vendarle to tudi, če portrete pogledamo in tako, da so to izjemni tudi fotografski dosežki, ne, in da je imel tudi ta estetski čut zelo razvit. Če pogledate perspektive, s katerih so te fotografije narejene, so zelo premišljeni in... To so že kustosi tudi dejali, da ne glede na to, da je bil samo, da je fotografija zelo dobra, predvsem pa je glede na to, da je tisti čas bil ravno vsak, veste, Šmarca, Homec, Kamnik, Domžale, malo katero mesto ima iz tistega obdobja tako bogato fototeko, tukaj pa jo imamo po zaslugi Petra. Ne. Dejansko je velik del fotografije obsega tudi portretov. Ne. Žal pa kar nekaj portretov nimam popisanih oziroma evidentiranih in ta del je najtežje analizirati, ne. Ker če ni svojcev več, če so pokojni, dejansko zelo, zelo težko. Recimo ta posnetek pred Bernikovim domom, ne, dokler nisem videl, da je na njem Franc Bernik, pač nisem videl, ne, da je on... Pa da je vhod, se vidi vhod na vrata. In to, dejansko ta digitalizacija je res pomenila velik korak naprej pri prepoznavnosti, ne. Recimo tak velik skupinski portret, to je zelo težko negativ definirati, ne. Tako da je muzej, sem res hvaležen, da je pristopil k tem in dejansko celoten opus digitaliziral. To je res zelo pomembno. Predvsem tudi ohranjeno, ne, v tej sodobnejši obliki. To je zdaj že v taki fazi, da bo ohranjeno za vse rodove, da je tudi med tokimi več kopij že narejenih, tako da muzej, sem pripričan, bo skrbel za to. A to se bo samo negativno? Ja, del gradiva je tudi v fotografijah, ne pa vas. Zdaj ne vem, lahko obstaja možnost, da se prej tudi kaj pač raznosilo, recimo so prihajali malo na obisk, imamo kar nekaj albumov, ki je beležil celoten dogodek, pa par fotografij manjka, ne. Pridejo na obisk eni, tale slika, in se pravi, tete moje niso imele tistega čuta, no, da to pa ni dobro, da se raznaša, ali pa so kar vzeli. Ali pa so tudi, kaj tudi košlo. Vse hiše so popravljene, pa to vse težava. Ja, sej pravim, da je res eden glavnih momentov glavni moment je vsekakor delovo delo, ne, ampak on je vstal nekje, bi rekel, na pol poti, ne. Če se to ne bi ohranili, mi danes ne bi tukaj sedeli. Ne. In eden glavnih momentov je bilo res to, da se ni metalo strano. Ne. Da se je ohranilo? Da se je ohranilo, ne. En aplauz si pa zasluži. Tudi Matjaž. Da je šel na podstavkom, da se je odločil, da bo hiša poročil in da je ni prepustil kar nekomu, ampak da si pravzaprav vse to ohranil in mislim, da je to res eno veliko delo. Vsi ste imeli možnost to tudi danes deliti, in hvala, da si delil to na tak način. Jaz mislim, da se bomo še kaj srečali, ker bo obdelava teh fotografij še bo tekla, vsebinska mislim, ne. In če bomo zbrali spet kakšne zanimive motive in bomo videli, če je še kaj več tega, ne, potem bomo prav gotovo se še dobili. Izvolite.
pravite, da je to gradivo že vse digitalizirano. Vse imamo, ja, digitalizirano, to imam jaz doma. To se pravi, se to da videti. Ja, da se videti, seveda. Jaz sem recimo iskal, ravno zdaj, ko sem slišal za to predstavitev, sem iskal posnetke od Komende, ki me zanimalo. Od Komende imam jaz zelo veliko posnetkov. Komendi vem, sem si že sam videl, da je zelo dobro dokumentirana gradnja doma. Potem imam oziroma blagoslov tega svetilnika, ki ga je tudi Plečnikovo delo. Ja, in sem na spletu sicer najdel neke fotografije, samo nobenega reda, po katerem bi najdel. To imam jaz, niti ene fotografije. Tako da naredim malo promocije, no jaz imam pač Facebook, zdaj ne vem koliko ki uporabljate, jaz ga sicer za vsakodnevne stvari ne, ampak otroci so me nahecali, da bi bilo to dobro narediti, ne, in dejansko imam eno svojo podstran, imam tudi galerija, fotogalerija Peter Naglič in dejansko tam objavljam sicer. Na začetku sem, moram reči, bil bolj priden, no, zdaj pa občasno še, ampak te fotografije so pa dosegljive na Facebooku, se pravi Facebook stran Peter Naglič in tudi Komenda. Mislim, da sem celo naredil en tak filmček, tako da si lahko gledate, če drugače me pa lahko Pocukate, ja, pa se bova, jaz sem že sodeloval, kar se tiče Komende, sem že sodeloval z gospodom Zadnikom. On je delal nekaj, pa mi je par posnetkov prosil. Zanimala se je pa tudi občina Komenda, ker mislim, da bi, to je prav serija posnetkov res same gradnje in tudi odprtja na otvoritvi tega doma je bil celo od poslanci iz Beograda, takrat ne, od SHS. Tako da je to zelo lep dogodek in mislim, da bi občina mogla imeti to v eni stalni postavitvi, tako stvar. Točno to sem iskal, samo nisem najdel sistema, po katerem bi izločil, sfiltriral ven. Če me jaz vam drugače tudi vizitke s seboj, no, bom lahko pol dam eno vizitko. Bota se vidva malo počakajte, pa se malo... Komenda je zelo... Spoznajta. Kar dosti zabeleženo, zato ker smo mi sorodnike v Podborštu, to Orlovi, Petrlinovi, no, to je pač, so eni naši tudi dani sorodniki, ker mama od Petra je bila Petrlinova iz Preserija. Ne. Dobro, potem smo prišli do konca, tudi takim stvarem so namenjeni naši večeri, ne, da se kaj odvija še naprej, dogaja. Tako, ki je bilo že rečeno, ste vabljeni na Homec, ne, kar 8. v petek. Verjetno bo 9. To je sobota. Na razstavo, jaz sem na prejšnji bila in je bilo res zanimivo, ne. Na Homcu ste tudi, tole še bova pokazala, ne, ste izdala razstavni katalog. Smo se dogovorili, da ga bomo tudi najbrž vzeli k nam, izjemno zanimiva zadeva etnološka, tako da zdaj boste imeli noga, ne? Drugi del. Tako da vsi, ki vas to zanima, še vabljeni na Homec. Še kaj si hotel? Sem ne, si lahko malo učvršite na publikacije, ki so že plod, bi rekel, mojega dela ali pa nadaljevanja dedovega dela in mislim, da bo še kar nekaj stvari nastalo. Recimo, tudi ta serija bo sestavljena iz 3 katalogov, ključna bo pa potem knjiga, ki bo išla konec leta 2019 pod Homčkim hribom in bo zajemala življenje pod dejansko Homec, Nožice in deloma tudi Šmarce, mogoče deloma tudi Preserije. Se lahko malo pohecamo, ne? Najbrž bo sponzor tudi vlada Republike Slovenije. Mogoče pa? Lahko se malo pohecamo, ker to bo zdaj vrednost, vam bo zelo narasla, ker je to so rojstni kraji, nekoga, ki smo ga zdaj omenili. Skratka, hvala vam, da ste bili tukaj. Še kaj Matjaž? Jaz bi še dodal, bi rekel, hvaležnosti v mojem razmišljanju zelo pomembna in bi se zahvalil Cveti za vabilo, drugače bi pa ob tej priliki tudi pohvalil, seveda, da tudi Domžale imajo svojo dušo. Danes smo videli in da je treba graditi nad tem s prikazom pravilnega odnosa do kulturne, tehnične dediščine.
da bo ostalo tudi nekaj za nami. Pustiti svojo sled, mislim, če jo pustimo na ta način, da bo to nekaj lepega. Hvala lepa. Ja, hvala Matjažu. Res hvala, ker si imel tudi kar nekaj težav vmes, tako da želimo vse dobro. Drugače pa, kaj pa vem, dogodkov bo še kar nekaj. Mi naslednji mesec se dobimo z Mitjo Fajdigom, to je še en gospod, ki bomo malo o starovercih govorili, pa o starih zdravilnih zgodbah, pa ne vem, megalitih in podobnih stvarih, ki jih raziskuje. Potem 8. februarja je pa seveda tudi kulturni praznik. Proslavili ga bomo v kulturnem domu 6. mi že v sredo. In sicer s koncertom slovenskih ljudskih pesmi Ljubo Jenče in pa Jure Goručan na klavirju, bosta priredbe Prešernove, pa z našega konca in tako naprej, skratka, zanimiv koncert. In pa seveda 8. bo pa tudi, mislim, da muzej odprt, Menačnikova domačija, v muzeju pa bo tudi koncert, če se prav spomnim, Domžalskega komornega zbora. Zanimivo. Že zato, da prijete v muzej, pa še malo na en tak dogodek. Odprt bo tudi Menačnikova hiša, vodenje po razstavi, ki bo odprta takrat, ne? Skratka, to bo vodenje po razstavi o katerem Šubicu? O več Šubicih, ne? Tako, zelo zanimivo, ena gospa se nam je oglasila, ki hrani risbe bratov Šubic in tako bo kar zanimivo, otvoritev bo v tistih dneh in seveda tudi tisti dan voden ogled. Tako malo, zelo na hitro, ampak saj spremljate naše zloženke, slamnik in tako naprej, tako da prijazno vabljeni še na dogodke, ki nas čakajo, če nas seveda ne bo tudi na tej strani Alp zamedlo. Bomo pa skidali, ne? Vse v redu. Lahko je sneg, samo ne 3 metre manj v Avstriji, so mi prej rekli. Samo še ena malenkost. Tamle imam 2 koledarja, jaz že 10 let recimo izdelam tudi koledarje. Če bi koga zanimali, je pa tematika je Mlinščice skozi Šmarco in tudi del Homca, če bi koga zanimali. Lahko pogledate, tole si pa tudi pogledajte, res je vredno, še tle pogledate, knjižno gradivo. Lahko noč. Hvala. Hvala lepa.